dobra ura nas loči od vsesplošnega praznovanja, vstajenja v življenje po smrti Jezusa Kristusa. Vsi vemo, da je tretji dan vstal od mrtvih. In po polnoči se bo praznovalo ta veliki dan, ta največji dan, ki je velika radost za vse nas, ki slišimo, kaj pomeni vstajenje od mrtvih. To je res velika novica, radostna novica in istočasno tudi velika priložnost za vse nas, ki smo še v zemeljskem sijaju. Zakaj? Zato, ker Bog je obljubil, da bo obnovil ne samo človeka, ampak tudi stvarstvo in vesolje. Teh obljub je v Svetem pismu zelo veliko. Lahko si jih preberete. Težko je razumeti to vstajenje v večno življenje v telesu. Vstajenje stvarstva. Ko pa imamo toliko informacij, ki so zavajajoče, ki nas oddaljujejo od prave resnice. Ker poglejmo te dneve, koliko je bilo poudarka na jajčkih, na šunki, na prazniku, na dopustu. Ni pa se govorilo o bistvu vstajenja. Kaj je bistvo vstajenja? Bistvo vstajenja je večno življenje v telesu in obnovljeno celotno stvarstvo. To je najlepše sporočilo, ki nam ga je največji človek, ki je živel kdajkoli na tej zemlji, Gospod Jezus Kristus, zapustil. Ko je prišel na zemljo, ko je dovolil, da so ga bičali, usmrtili na križu zemeljsko, ko je pokazal, kaj je Božja volja za vse Božje otroke. Vstajenje. Vstajenje v telesu. Niti učenci od Jezusa niso verjeli, da je bil prazen grob. Žene so nosile to novico svojim učencem oziroma prijateljem, bratom, pa niso verjeli. Poznamo zgodbo o nevernem Tomažu, ki je rekel, če ne bom videl njegovih prebodenih rok, ne bom verjel, da je Jezus vstal od mrtvih. Ja, težko je nam, zemljanom, verjeti v vstajenje v telesu, ko smo naučeni, da obstaja trpljenja, bolezen in pa smrt. Ni enostavno, vendar beseda Božja ne laže. Bog, kar obljubi, stori. Beseda Božja se uresničuje. In pred 2000 leti je prišel na to zemljo resnično pravi Božji sin, ki nam je pokazal vstajenje v telesu, v večno življenje. Edini in prvi. Zato je res največji človek, ki je živel na tej zemlji. Mojzes nam je dal zapovedi, 10 zapovedi, več ali manj vsi poznamo. Ne kradi, ne laži, poznamo teh 10 zapovedi. Vendar Jezus je prinesel
obljubo večnega življenja, da se bo to obnovilo na zemlji, da bo smrt spremenjena v večno življenje, da bo premagana naša smrt, zemeljska smrt in trpljenje in bolezni in sovraštvo in ločitve in da bo celotno stvarstvo obnovljeno. To je velika obljuba, ki se uresničuje. Kako? Sveti Duh, tolažnik, je tisti, ki sodeluje pri tej obljubi. Sveti Duh je moč Boga, ki prihaja na to zemljo, kakor dež, ki omogoča, da travice zraste, da rožice zacvetijo, da drevesa rodijo svoje sadove in da živimo. Sveti Duh se razliva po vsej zemlji in vsi, ki smo odprti za tega Svetega Duha, ga v obilju lahko sprejemamo, ker samo Sveti Duh obnavlja staro v novo. Sveti Duh obnavlja bolezni v zdravje. Sveti Duh obuja mrtve. Sveti Duh bo omogočil, da bo lev se pasel z ovco, da ne bo več voje na zemlji, da bo zmagala ljubezen v srcih vseh ljudi in da bomo živeli v enosti z Bogom, z ljubeznijo, v harmoniji, zdravi in v sožitju z naravo in z vsem stvarstvom. To je velika obljuba. Redko kdo že verjame v to obljubo, da je tukaj, da se to že na en način uresničuje. Ljudje še preveč čakajo na jutri. Vendar imamo vsi osebno odgovornost, da to sprejmemo v svoje življenje. Da prevzamemo 100% odgovornost za svoje misli, za svoje besede, za svoje dejanja. In da verujemo Božji besedi, ne sistemu, ne politikom, ne nekaterim pridigarjem, ki nas ustrahujejo, ki besedo Božjo zmanjšujejo in o njej govorijo, da bo jutri dan odrešitve. Gospod Jezus Kristus, ki je naš učitelj, ki je prinesel veselo novico na to zemljo, nas je naučil in nas še vedno uči po Svetem Duhu z neba, da je danes ta dan resnice. Danes je ta dan vstajenja. In to v naših srcih, v našem duhu, v naših mislih. In če bomo čakali na jutri, ga ne bomo nikoli dočakali. Ker jutri nikoli ne pride. 12 učencev od Jezusa Kristusa je imelo priložnost, da so povedali Gospodu Jezusu, kaj si želijo, da stori za njih. In 9 učencev ga je prosilo, da naj jih vzame v Božje kraljestvo, takoj po njihovem zaključku zemeljskega življenja. Direktno, brez vmesnih postaj. In Jezus jim je preprosto odgovoril, naj se zgodi po vaši prošnji. Ti učenci pa so gledali v tla in so bili tiho. Ker jih je tudi Jezus vprašal,
kaj lahko stori za njih? Niso imeli poguma, da bi povedali, kaj si res želijo. Jezus pa jim je rekel, saj vem, kaj si želite. Ne želite okušati smrti. Ja, vedel je, da so želeli samo živeti in ne okušati odhoda iz zemeljskega življenja. Njegov odgovor je presenetil učence, pa tudi nas, ko beremo o tej zgodbi. Nekateri razumemo, nekateri ne verjamejo, a Božja beseda ne laže. Bog ne laže. Bog je resnica, je ljubezen, je pot do večnega življenja v telesu. Rekel jim je, naj se zgodi po vaši prošnji. Ne boste okušali zemeljske smrti, ampak boste živeli, dokler ne pridem ponovno na to zemljo. V vsej slavi, ko bo Bog določil ta dan. Kaj to pomeni za vse nas, ki smo še na zemlji in verujemo, upamo in širimo to Božjo resnico? To pomeni, da še ni ta čas prišel. Da še ni dovolj ljudi, ki bi verjeli Bogu, da se po Svetem Duhu lahko obnovi celotno stvarstvo. Vsi ljudje, vsa zemlja. In da bodo sanje o raju na zemlji postale resnica. Na začetku je bil raj na zemlji. Adam in Eva sta živela v raju, bila sta popolna, imela sta popolno telo, lahko bi živela večno, lahko bi rojevala v radosti, ne v bolečini, lahko bi se radostila, Adam ne bi z muko delal in se mučil na tej zemlji za vsakodnevni kruh. Ja, če bi ostala v enosti z Božjo resnico. Odšla sta pač v sodbo. In zaradi te sodbe je prišlo trpljenje na to zemljo in tudi smrt in vojne. In hvala Bogu, da se je rodil kot človek, Božji sin, ki je prinesel obnovo vseh nas in stvarstva po Svetem Duhu. Po Svetem Duhu je bil spočet, po Svetem Duhu je bil rojen, po Svetem Duhu je deloval, živel, Svetim Duhom je zdravil, Svetim Duhom je govoril, Sveti Duh ga je obudil tretji dan in Sveti Duh še vedno deluje, ker ga Jezus in Bog in ostali sveti pošiljajo na to zemljo. Za vse nas, ki verujemo Bogu bolj kot sistemu, življenju bolj kot smrti, zdravju bolj kot bolezni. Ja, Sveti Duh je tukaj kot zastonjski dar za vsakogar, ki odpre svoje srce, svojo dušo in svojega duha za Božjo resnico, za ljubezen. In v obilju ga sprejemamo. In Sveti Duh nas tolaži, uči, varuje, vodi, zdravi. Ker je to moč Boga. Za vse verne, za vse, ki upamo, za vse, ki verujemo in za vse, ki želimo delati to, kar je resnično Božja volja. Božja volja je ljubezen, Božja volja je življenje, zdravje, veselje, mir, sočutje, hvaležnost, skrb za planet, čista voda, lepi medsebojni odnosi. To je Božja volja.
Bog nas neskončno ljubi. Vprašajmo se, ali mi z vsem srcem, z vso dušo, z vsem telesom ljubimo našega stvarnika nebes in zemlje in vseh živih in neživih stvari na zemlji? Ali verujemo, da Bog obnavlja to zemljo in vse nas po svetem duhu? Ali verujemo? Vprašajmo se. Ali bolj verujemo v strahove, v sodbe, v jeze, v ločitve? Kaj verujemo? Jajčka na nedeljsko jutro nas ne bodo odrešila. Tudi ne potička, še manj pa šunka. Ne, nažalost ne. Tudi ne Maša. Ampak prenova srca, ljubezen, ki jo bomo darovali sebi in bližnjim, to odpira vrata za milosti. Ljubezen je edina pot do prenove našega življenja, do prenove vseh ljudi in do prenove stvarstva. In hvaležna sem Gospodu Jezusu Kristusu, da nam je dal to čudovito sporočilo za svojim vstajenjem tretji dan. Čudovito sporočilo smo dobili na zemljo. Sprejmimo ga. Berimo Sveto pismo z odprtim duhom, z odprtim srcem. Posebno Razodetje 21. in 22. poglavje, Janezov evangelij, Matejev evangelij. In vaša duša se bo radostila ob prebiranju Božje besede in Sveti Duh bo vstopal v vaše življenje. Iskreno vam želim, da to nedeljsko jutro doživite kot svoj osebni vstajenski dan. In da se veselite življenja in da dovolite, da vam Sveti Duh prenovi 100% vašega duha, vaše misli, vaše čustva in vaše telo. In da boste to, kar ste, Božji čudoviti otroci. Hvala lepa za vašo pozornost.